Črnuhari, rdečkari, udbaši, besede, ki ne bi nikoli smele obstajati. Dragi ljudje, predvsem tisti z empatijo, včasih se zdi, da se je celotna kultura javnega govora preselila v nekakšen verbalni kolosej, kjer se politiki ne obnašajo več kot ljudje, ki vodijo državo, ampak kot navijaški huligani, ki se med seboj obmetavajo z žaljivkami, pol pa temu rečejo demokratična razprava. Pa se sploh zavedate, zakaj je to tako nevarno? Zato, ker se tukaj pogovarjamo o politiki. Ne pogovarjamo se več o levih, desnih, sredini ali barvah. Tukaj govorimo o psihološkem simptomu družbe, o psihološkem nasilju, ki se kaže skozi normaliziran, vsakdanji jezik ljudi na vrhu. Govorimo o normalizaciji nasilja, o jeziku, ki postaja orožje, ne pa več izraz misli. Govorimo o tem, da je postalo sprejemljivo, da si predstavniki ljudstva izmenjujejo zmerljivke, kot bi si menjali sličice životinjskega carstva. In ko vrh normalizira nasilje v komunikaciji, ga normalizira celotna družba. Ko poslanec ali poslanka nekoga označi s črnuharjem, rdečkarjem, udbašem, norcem, to ni samo slab dan. To je signal, ki se kot val razširi po društvu, po lokalnem okolju, po šolah, družbenih omrežjih, celo družinah. To je sporočilo, ki pravi: nasilje je dovoljeno, če imaš prav, ali pa ne. Nasilje je dovoljeno, če je to samo beseda. Nasilje je dovoljeno, če se boriš za svoj tabor. Aha, za svoj tabor. In to, dragi poslušalci, ni več politika. To je kolektivno razvrednotenje empatije. Se razumemo? To je trenutek, ko vrh države nehote sporoča: empatija je šibkost, spoštljivost je nepotrebna, človekoljubje, kaj je že to? Ja, in ko empatija izgubi svojo vrednost na samem vrhu, izgubi svojo vrednost tudi v narodu. Toda tukaj pride resnica, ki je dolgo nismo želeli videti. To ni več samo kriza komunikacije. To je simptom sistema, ki se sesuva sam vase, ki ni več sposoben niti minimalne ravni človeškosti v svojih lastnih vrstah. In ko sistem začne svojo lastno razgradnjo, takrat pa se pojavi nekaj novega. Ljudje, ki nosijo mer. Ljudje, ki nočejo več sodelovati v igri zmerjanja, dokazovanja in poniževanja. In ljudje, ki glasno rečemo: dost je tega besednega nasilja, ne samo v politiki, tudi v družbi. Dost je zastrupljanja javnega prostora z vso umazanijo, ki leti iz ust nizkotnih ljudi. In dost je normalizacije nečesa, kar bi moralo biti v zdravi družbi absolutno nedopustno. In čas je, da jasno povemo: če si na političnem vrhu, je tvoja odgovornost biti zgled, ne pa povzročitelj ran, ne model narcistične arogance in ne tisti, ki opravičuje verbalno nasilje s političnim bojem. Ker družba se ne razkraja na dnu, družba se razkraja na vrhu. In zagotovo smo res na koncu neke ere, na koncu sistema, ki je verjel, da lahko obstaja brez morale, brez empatije, brez odgovornosti in brez vsakršnega spoštovanja. Ja, res stojimo tik pred kapitalnim razpadom nečesa, kar si ne zasluži več, da sploh stoji in obstaja. A na srečo, dragi poslušalci, vsak razpad vedno ustvari prostor za nekaj novega. Prostor za nov način komunikacije. Prostor za novo državno kulturo, kjer spoštljivost ni relikt, ampak osnova in standard. Prostor za politiko, ki ni psihološka projekcija ranjenih egov, ampak skupen trud za skupno dobro. Prostor za družbo, kjer mir postane valuta, ne orožje. In če kdo misli, da je to naivno, naj se ozre okrog sebe. Naj pogleda, kako ljudje reagirajo na to vrstno retoriko danes. Ne več z odobravanjem, ampak z utrujenostjo. Ne več s smehom, ampak z gnusom. Ne več z apatijo, ampak z željo, da se ta gnila zgodba konča. In čas je, da začnemo pisati novo, človeško, zrelo,
in nenasilno družbo. Tisti, ki danes izgubljajo živce, kričijo in žalijo, pa ne zgolj v politiki, s tem samo dokazujejo, kar smo že dolgo vedeli, da so se do zdaj opirali na mer tistih, ki smo imeli več zavesti, na potrpežljivost empatov, ki stojimo pokončno, na moralne standarde empatičnih ljudi, ki tega nikoli ne bi počeli. In ko se ti ljudje umaknejo, ko rečemo dovolj, ko se razkrijejo maske, takrat se vsak razkrije takšen, kakršen je. Mi smo mir, mi, empati, mi smo mir. In oni, polni ega, oni so nemir. Mi smo stabilnost, oni pa so reakcija. Mi smo prihodnost, oni pa posledica lastnega propada. Zato pripnimo pasove, pa ne zato, ker prihaja kaos, ampak zato, ker prihaja resnica. In ta resnica je zadnja stopnja pred preobrazbo, ki je bila nujna že dolgo časa nazaj. In brez strahu ne bo se sesula družba. Sesulo se bo samo tisto, kar ni nikoli bilo pristno. Maske, fasade, iluzije, ego-konstrukcije, ki so razpadale že leta. In čas je, da jih pustimo, da razpadajo do konca. In čas je, da zahtevamo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno. Normalno, spoštljivo, zdravo komunikacijo ljudi, ki vodijo državo. Ker to je najmanj, kar si narod zasluži. Kajti beseda je lahko orožje ali pa zdravilo. Ko jo uporabljajo tisti na vrhu, postane zakon kulture. In čas je, da spremenimo ta zakon. Pa vse dobro. Vsem.